Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Družine, kjer v tokratnem velikonočnem pogovoru gostimo ženo in moža ter obenem mamo in očeta. Z nami sta Klara in Blaž Šotrin, starša 4 otrok, s katerima bomo v naslednjih minutah skupaj odkrivali skrivnost največjega krščanskega praznika in umetnosti zakona. Prisrčno pozdravljena. Dober dan. Lep pozdrav. Za uvod morda kratka predstavitev za tiste, ki vaju še ne poznajo. Klara je profesorica slovenščine, učiteljica in navdušena bralka sodobne literature in svetovnih klasikov, ki ima rada naravo in umirjene družinske izlete. Blaž pa je magister zgodovine, arhivist, ljubitelj glasbe, bralec esejistike in biografskih del, skavt, čebelar in strasten rekreativni kolesar. Že dobro desetletje sta tudi voditelja šole za zakon v Dobu pri Domžalah, kjer tudi živita, spremljata mlajšo zakonsko skupino v Župniji in sta člana zakonske skupine Najina pot. Ja, kar precej dolg opis in precej dejavna sta, glede na vse to, kar sem povedal zdaj v tej uvodni predstavitvi, sta si uspela tudi v tem postnem obdobju, v tem postnem času vzeti čas za vse te stvari, ki sem jih naštel, čeprav so nekatere morda tudi omejene glede na letni čas. Ja, mislim, da sva uspela, ker je vse to, kar ste našteli, v bistvu način najinega življenja. Nekaj izstopa glede na letni čas, ampak vse ostalo pa se mi zdi, da živiva vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto. Tako da, ja, tudi v letošnjem postnem času. Ja, mogoče sem bil malo manj čebelar, ker zdaj čebele počivajo. Ostalo pa kar, ne? Ja, in se tudi že počasi prebuje skupaj s pomladjo. Ja, zdaj se bo počasi začel dogajati, ja. Ja, torej razlog za to, da smo vaju povabili v naš studio, je torej velikonočni čas, zaključek praktično postnega časa in prihaja največji krščanski praznik in še ena zgodba, ki vaju povezuje, ampak o tem nekoliko več v drugem delu oddaje. Kaj bi rekla, kako sta vidva oziroma vajina družina, kako ste preživeli letošnji postni čas, če potegnete črto? Se kako razlikuje od preteklih let, kaj bi dejala? Ja, pa se res. Ne sicer po najini zaslugi ali krivdi, ampak v naši župniji imamo letos misijon, ker imamo novo mašo zgodaj poleti. In smo imeli misijon malo drugačne vrste in sicer trajajo 3 tedne, kar pomeni, da si je vseh teh 3 tednih vsak član družine večkrat lahko vzel čas za neko poglobljeno duhovnost, nekaj za osebno rast, za dušo, kot jaz temu rečem. In mislim, da smo se kar intenzivno udeleževali teh dni, teh večerov, teh maš, teh nagovorov. In se mi zdi, da smo bili deležni res ene take močne injekcije vsega Božjega. Ja, če izvzamemo misijon, pa je do neke mere vseeno potekalo tako kot prejšnja leta. Saj pri meni post je en tak fin čas, ko si človek lahko zada neke naloge, da se bo izboljšal. In tega je ponavadi, saj pri meni precej. In zato si tudi precejkrat dam preveč nalog. Tudi letos sem se jih, nisem uspel vseh realizirati, nekaj pa vseeno. Nekaj pa vseeno. Odpoved nekemu sladkorju, to je bolj zaradi kolesarstva, da človek vzdržuje kondicijo. Ja. Sem si pa letos zadal tudi odpoved od glavnih mesnih jedi, ker meso imam rad. To imam res rad. In če se lahko odpovem nečemu takemu, kot je meso, se mi zdi fino, da lahko premagam svoj apetit, svoje želje, pa da daruješ za neko drugo stvar. Pa tudi duhovne stvari, recimo kot je, da enkrat tedensko, vsaj v tem postnem času, med tednom obiščem tudi mašo, kar je zelo všeč moji ženi. Vas je spodbudila k temu, ga spodbuja? Me večkrat spodbuja. No, zato so žene. Ste si morda tudi kot družina, torej dejal sem, da imata 4 otroke, ste si torej kot družina, kot vseh 6 družinskih članov, kot skupaj dali kakšen postni izziv in pa tudi najbrž, kot lahko zaznamo iz vajinih odgovorov, tudi vsak posamičen družinski član ima najbrž pa še kakšno svojo podrobnost, detajl. Ja,
teh akcij lahko včasih hitro preveč. Ne? Imamo župnijsko akcijo, potem je skavtska akcija, potem, ko dva sta na škofijski imajo, ne, še potem akcije in je potem hitro lahko preveč akcij, ne, potem, da bi bila še posebej družinska, skupna, v tem smislu ni. Teh akcij smo imeli veliko, ne, že skozi potek naše zgodovine, ko so bili manjši, je bila oblika drugačna, zdaj je drugačna, zdaj jim puščava kar precej avtonomije, no je pa veseli, no, da v tem smislu vidva, da ima vsak neko akcijo, da se trudi po svojih zmožnostih, kolikor se lahko. Tako da, ja, ima vsak izmed članov ima neko svojo obliko. Ja, se mi zdi, da se je v toku razvoja naše družine se je ta postna akcija kar spreminjala in sicer na začetku smo imeli, ko so bili otroci še manjši, mlajši, tedenske naloge, ker se je cilj zdel bližje, a ne, otrok ne more vedeti, koliko je 40 dni, teden pa lažje. No, zdaj pa že zadnja leta jih pa vedno vprašava na začetku postnega časa, ali želite, da imamo skupno kakšno nalogo ali si bo izbral vsak svoje. No in me veseli, da si želijo vsak svoje, zato da malo pobrskajo po sebi in vidijo, kaj je tisto, kar jih, ne vem, moti, obremenjuje, ločuje od tega, da bi lahko bili boljši. In zanimivo je, da si teh postnih akcij ne povemo na glas in jih potem včasih tudi uganjujemo na veliko noč. In je prišlo že do precej smešnih situacij, tudi do tega, da smo uganili nekaj, kar se sploh ni trudil, pa mu je očitno uspelo še nekaj za zraven. No. Tako da ja, mi je fajn, da čutijo tudi to potrebo, no. Da je en čas, ko se pa trudiš za to, da nekaj izboljšaš, predvsem pa en čas, ki ga porabiš za to, da mogoče neko stvar upelješ v življenje za dlje časa, ne samo za 40 dni, mogoče tudi za 50 ali pa za 1 leto ali pa za skozi. Da je lahko to neke vrste povod, ne? Tako. Si morda tudi vidva kot zakonca skupaj zadata kak cilj, kakšno postno držo in drugega tako spodbujate, ne? Kot je prej omenil vaš mož, da ga vi spodbujate, da recimo obišče Mašo enkrat na teden tudi v postnem času, je morda kakšna taka skupna spodbuda že rodila, potem sad in ste jo tudi v prihodnje negovala? Jaz se pred nekaj leti udeležila Fiata 90, pa se mi je zdela precej težka naloga, ker se mi je zdelo, da je preveč stvari hkrati. Tako da zdaj že nekaj let sama pri sebi se odločim za Fiat, ampak s nalogami, za katere menim, da so koristne zame. Predlani se mi v tem pridružil tudi Blaž na svoj način, a ne, in sem mu bila hvaležna, pa se mi zdi 90 dni sicer veliko, ampak po drugi strani dovolj, da pa res lahko neko stvar pri sebi bolj korenito spremeniš. In tako da jaz v bistvu s tem Fiatom nekako živim postni čas, deloma tudi potem pred adventnim časom. Je pa zanimivo, da vedno znova pa imava skupno postno akcijo. Ja, skupna postna, pa tudi adventna, ne, navadna akcija je pa zakonska molitev. Ne. Zakonska molitev je vedno pri nama prisotna, zato ker se nama zdi, da je to res eno središče najnega zakona, nekaj, kar nas poživlja, nekaj, kar nama vedno znova daje blagoslov. Ampak hkrati vedno znova je tista, ki bi bila lahko še boljša. Ne. Tista, ker včasih zmanjka zvečer volje, je utrujenost, neskončno nešteto nekih izgovorov, zakaj ne more biti boljša. Ne. No in v času posta in v adventu navadno je to vedno neka spodbuda in akcija, da to zboljšava. In tako je bilo tudi letos. Ja, in to je najbrž najlepši zgled tudi otrokom, 4 otrokom, 4 najstnikom. Torej biti starš 4 najstnikom najbrž je včasih kar izziv, predvidevam. In kako pa njima razložita pomen postnega časa in določenim odpovedim v življenju? Ja, tako kot sva že prej rekla, je prilagojeno, ne, se to res razvija od včasih, ko so bili še majhni, ko so bili še vsi v vrtcu do osnovnošolcev, zdaj imava razpon od osnovne šole do fakultete. Tako da so te različni, se mi pa zdi fajn, da jih spodbujava, da so to tudi že prevzeli, da vidijo, da je to pomembno za njih,
da probajo biti gospodari svojih predmetov, probajo, ne, sej vemo, vsi se trudimo, kar se tiče ekranov, telefonov, otroci še posebej, tudi v postnem času imajo to zadevne akcije in pač jih probava nekako v tem smislu spodbujati. No, neko leto so imela akcijo, ko so ugotovila, da je televizija malo preveč prisotna pri vseh članih, ne. In so v času posta izklopila televizijo in je nesla v spalnico, ravno zanj smo se pogovarjali v zvezi s tem, ne. Mi so že pozabila, da so to naredili. Pa so naj otroci spomnili, pa so rekli, pa kva vam je bilo takrat, da ste to naredila, ne. Mislim, da so pa želeli, da ponovite. Ja, se zdaj, no ni več tak problem, da so bolj telefoni. Ampak, ja, no, se mi zdi, da so lepo sprejeli, oziroma da to kar živijo, no. Jaz se letos srečala z vprašanjem enega izmed otrok, kako si osmisliti. Ena punca ima izjemno rada sladkarije, ne, in je rekla, mami, pa meni res paše čokolada, pa jaz ne bom zdržala, pa 40 dni je res velik. Kako naj to? Sem rekla, glej, verjamem, da ti je težko. Sej smiselno je, da si vzameš za postno akcijo neko stvar, ki je težka. Sej nima smisla nekaj, kar boš mimogrede naredila, ne, ki od tebe ne zahteva nobenega napora. In sem rekla, če ti je težko, ko vidiš, ne vem, košček čokolade, v redu, pusti ga tam in reci, ok, Bog, glej, tole pa za tole sošolko, prijateljco, sosedo, ne vem kaj, ki ima doma težave. In Bog bo to razumel, tebe bo pa minila poželenje do čiste čokolade. In se mi zdi res pomembno to, no, da si znajo to osmisliti, predvsem pa ja, da si izberejo tudi take stvari, ki jih lahko nadaljujejo tudi potem naprej v življenju. Pa še ena stvar, da odpoved sladkarijam, kar je sicer zelo pogosto v postnem času, ni namenjeno hujšanju. To se mi zdi res kar pomembno poudariti, zato ker so začele punce najprej gledati, ne, koliko so pa shujšale. Celo tako se je zgodilo, ne, da je ena za njeno postavo pretirano shujšala v narekovaju in se mi prepovedala to postno akcijo, ker ni bilo več zdravo zanjo. Tako da, ja, tudi tukaj potrebna zmernost, no, pa nek smisel poiskati. Ja, tukaj ste se dotaknili pomembnega momenta v tem postnem času, in sicer, da je postni čas namenjen duhovni pripravi na prihod velike noči kot največjega praznika in ne toliko telesnemu, ne, odpovedovanju, pa vendar. Ta duhovna priprava nas na koncu pripelje do seveda tudi telesnega praznovanja v obliki uživanja velikonočnih jedi. In ja, kako velik pomen dajeta vidva kot zakonca in tudi kot zgled otrokom, torej tej duhovni pripravi, ne? Da se torej posvetita temu vidiku, ki mu seveda potem sledi tudi veselje ob velikonočni mizi za velikonočni zajtrk. Ja, jaz mislim, da brez lepe priprave tudi ne more biti lepega praznovanja. Poleg tega, kar je bilo mogoče že rečeno v zvezi s postom, se mi zdi zelo pomembna spoved pred veliko nočjo. In pa potem samo praznovanje 3-dnevja, ki se mi zdi, da je včasih, ali pa sama ga včasih še močneje doživljam kot samo veliko noč. In pri nas v župniji imamo to res tako, ne samo duhovno bogato, ampak tudi ceremonialno bogato, in se mi zdi, da to zelo pomaga tudi k samemu doživljanju. In zanimivo, moram reči, dokler so bili otroci mlajši, no, sva se midva izmenjevala, da nismo šli vedno z vsemi otroki, ampak zdaj, ko so recimo osnovna šola 8. razred plus, izjemno radi hodijo na te obrede ali pa oziroma maše in jim ni težko in res komaj čakajo. Sploh sin pravi, to je najlepši del leta, ne. Tako da se mi zdi, če tukaj tem dnevom znajo dati to vsebino, se mi zdi, da upava, no, da sva tudi kot starša mogoče na pravi poti. Ja, to je res nenavadno, ne. Te velikonočni obredi so dolgi, ne. To je res dolgo, ne. Tudi za starejše, za mlajše še toliko bolj. Ampak pri nas v naši župniji je to res tako lepo pripravljeno, tako bogato. Kadi se, sveče, imamo 60 ministrantov, ne. To je res, to je prezenca, ne. Ko pridejo gor, to res zgleda. Luči in vse. In je res tako lepo pripravljeno, da te dobesedno posrka. In so te obredi res lepi, ne. Jaz osebno nisem nek strašno liturgičen tip, ne.
Ampak moram reči, da pa res v celem cerkvenem letu so ravno te obredi, no tudi če kakšni drugi v sami župniji, res tako lepo pripravljeni, da te res nagovori, si res soudeležen pri sami liturgiji. No. Poleg tega, ja, pa pri samem praznovanju se mi zdi pomembno, da se zgradijo neke take zgodbe, družinske, neke ceremonije, ki so tudi sam post je v nekem smislu, ne pa potem ob samem praznovanju, na velikonočno soboto, ko se barvajo pirhi, ko je trkalikanje, ko je kajenje, ogenj in tako naprej. In smo si kar že zgradili nekih takih stvari, ki jih otroci komi čakajo. Ne? Barvanje pirhov ne bojo zamudili, ne? Zato, ker je to res fajn, ker se takrat res hecamo, zabavamo, pa po eni strani smo res taki tipi, da nimamo smisla za ustvarjanje, da nam ne gre dobro. Ne? Trudimo se, ne? Ampak nam zmer ne rata. No? In potem so kakšni taki izdelki, res prijetni, rečemo jim ponovadi spektakuli, ki so res take dobre barve. In je en tak poseben dogodek, ki ga res otroci čakajo in ga nočejo zamuditi, pa trkalikanje, ker mi je to za denar resna stvar. Kdo bo zmagal? Ne? In so take majhne zgodbice, ki se mi zdi, so res lepe in ki jih že zdaj otroci imajo radi in se jih veselijo. Še vedno, kljub temu, da so že nekateri skoraj izven najstniških let. Ja, to je to, kar ostane tudi njim za naprej in za nekoč posredovanje te tradicije in običajev naprej. In ravno o tem, ko ste govorili o teh tradicijah, običajih, verskih obredih, gospod Blaž, vi ste zgodovinar, zaposleni v Nadškofijskem arhivu Ljubljana. V vsej zgodovini človeštva smo ljudje poznali verske tradicije, običaje in obrede. Zakaj se vam zdi, da tudi današnji kristjan ostane povezan z običaji in da je ukoreninjen v tej tradiciji, iz katere izhaja? Zakaj je pomembno, da to neguje? Meni se zdi naša vera tako lepa, bogata, slikovita, nekaj, kar nam daje barvo, identiteto. Ne res ne, zakaj bi se nečemu, kar je lepo človek odpovedal. Zdaj, če pogledamo, ne vem, zahodni svet, kjer se stapljajo vse identitete in vsa tradicija, vidimo, kako je konec koncev dolgočasen, kot neka siva mavrica. Ne? In se mi zdi, da ravno te običaji, to, iz česar izhajamo, nam daje neko barvo, nam daje okus, nam daje to, zaradi česa smo to, kar smo. Ne? In ko enkrat se odpovemo tradiciji, se mi zdi, smo res na dobri poti, da izgubimo svojo identiteto in nek smisel. Vse seveda je lahko tradicija tudi v smislu breme, če bi bila okostenela in jo prenašamo samo zato, da jo moramo prenašati. Skozi zgodovino je marsikatera oblika tudi izginila. Recimo pri nas, ne vem, nedeljski krščanski nauk je bil včasih, zdaj ga ni. Pač je se je izpel in so nastale neke nove oblike. Se preoblikujejo, ampak če čisto na nivoju družine pogledamo, pa se na to cerkveno leto ali pa na to tradicijo so vezane najlepše stvari. Praznovanje božiča, priprava jaslic, drevesa, kajenje, blagoslov, ko mi kadimo toliko, da na koncu drugega ne vidimo, ker je res, to je res fajn, okrog hiše, v hiši. In kar se tiče velike noči, miklavževanja in tako naprej. Pa to so tako bogate stvari in tako lepe stvari, da jih je treba res samo nagvati, ker se s tem plemenitimo preprosto. Gospa Klara, če se pa sedaj navežemo še na vaš vidik poklicnega, kariernega, torej udejstvovanja. Vi ste profesorica na Škofijski klasični gimnaziji. Ali pri posredovanju vere svojim otrokom lahko uporabljate tudi kakšne pedagoške metode ali prijeme? Lahko potegnete kakšno vzporednico med posredovanjem znanja in posredovanjem vere? Ja, zdaj mogoče rahla opomba. Jaz sem v tej šoli precej nova, tako da mogoče bi o tem lažje govorila čez, ne vem, kakšno leto. Če pa primerjam moj način delovanja, življenja, poučevanja s prejšnjo šolo, pa moram reči, da ne počnem nič drugače, nič posebnega, ker se mi zdi, da vero
prej kot z besedami širiš lahko z življenjem, z veseljem do življenja, z načinom življenja, s pogovorom in tako naprej. Tako da tukaj v resnici ne počnem nič drugega. Je pa res, to pa doživljam, da se mi zdi, da so se mi razprli vsi registri in zdaj tisto, kar sem prej mogoče z besedami malo, se pravi pri besedah šla malo okrog, zdaj lahko povem direktno in tudi z veseljem to naredim. In se mi zdi res velik blagoslov, da grem lahko s svojimi učenci v kapelo, da smo skupaj pri maši, da smo skupaj pri obredu pepelenja, da na začetku zmolimo, na koncu zmolimo. Se mi zdi to res tak blagoslov. In sprejmajo to, se mi zdi, dijaki zelo lepo na svoj način in se mi zdi tudi z nekim spoštovanjem. Tako da jaz sem hvaležna za, pravzaprav lahko rečem za to milost, no, da lahko tudi na tak način živim svoj poklic oziroma svoje poslanstvo. Gospa Klara, gospod Blaž, v začetku tega pogovora sem vaju vprašal o skupni posni zgodbi, o skupnem postnem projektu, vendar zdaj pa pišeta, in to dobesedno pišeta, še eno skupno zgodbo, ki ji rečemo knjiga, in sicer naslov vajine knjige je Dve zgodbi enega zakona, ki bo kmalu izšla pri založbi Družina. Je ta ideja pri vama se porodila že dolgo časa nazaj, je nastajala dolgo časa, kajti zdaj je že tik pred zaključkom, že skoraj jo držimo že v roki. Kdo je bil tu tisti, ki je prvi rekel nekomu, pa dajva? Mož je bil. Ja. V tem smislu sem bil jaz pobudnik. 12. oziroma 13. leto zdaj že vodiva šolo za zakon in ko se človek pripravlja, postopoma nastajajo teme, potem sem si pa začel zapisovati in sem si mislil, da mogoče zadeva pa niti ni tako slaba in potem sem mogel še ženo spodbuditi, ki se je najprej utepala, češ da nima časa oziroma da ne bi zmogla, no, ampak potem, ko se enkrat spravila k stvari, pa mislim, da je zelo hitro zagrabila in da je tudi zelo, zelo dober ratel, mislim, da boljš ka meni. Drugače pa, mi da veliko bereva, tako razno literaturo in na polici se znajde tudi literatura o zakonu. Ampak tisto, kar sva oba opazila je, da je ta literatura včasih tako zelo težka, teološko težka. Operira se s takimi pojmi, da človek ne ve točno, kaj bi z njimi počel, ali pa je zelo resnobno, zelo težko. Veliko je nekega, po domače povem, jamranja. In nam je bilo to včasih zoper, ker se nam zdi, da pa v zakonu res ogromno več lepega. Seveda je treba se tudi potruditi, čemu odpovedati, tudi to je. Ampak bistveno več je pa lepih stvari. In v tej knjigi sva hotela predstaviti predvsem to, oziroma prikazati zakon kot nekaj lepega, pa mogoče z malo drugačnim jezikom. Mogoče včasih sva poskušala malo vnesti kakšen humor, malo več sproščenosti, ker se nam zdi, da je to bolj berljivo in da tudi na tak način lahko v življenju lažje stvari posreduješ oziroma z njimi živiš. In da se kakšna stvar, ki se zdi, okrog katere se pletejo težave, jih s humorjem lahko dobesedno presekaš. In tako sva v tem smislu želela malo bolj sveže napisati stvari. Pisala sva pa enkrat kot žena, drugič kot mož, se pravi, ni skupno besedilo, zato sta tudi dve zgodbi enega zakona. Dve zgodbi enega zakona. Torej, če izhajamo iz tega, kar je povedal vaš mož, lahko rečemo, da je knjiga zelo konkretna. Izhajata iz vajinih izkušenj, iz vajinega doživljanja, tako vajinega zakona kot doživljanja odnosov, ki jih opažata. Ja, drži. Zato, ker se mi zdi, da primanjkuje enih konkretnih mogoče primerov, ne bom rekla zgledov, ampak ogromno je ene teorije, kako je treba se truditi, pa živeti, pa poslušati, pa tako naprej. In to res početi tako rekoč smrtno resno. Mi dva marsikaj od tega ne počneva smrtno resno, pa se mi zdi, da kljub temu, da nama dobro gre. In sva želela to plat zgodbe prikazati, po drugi strani pa sva na nek način dobila potrditev, da delava prav znotraj vseh teh zgodb,
ljudi, ki so obiskovali šolo za zakon in sva dobila neko povratno informacijo. In če bi to komu lahko pomagalo, ga spodbudilo k čemu dobremu v zakonu, k čemu lepemu, veselemu, potem mislim, da je namen dosežen. Gospod Blaž, ko sva se midva pogovarjala, ste dejali tudi nekaj v tem smislu, da je zakon na nek način dar od Boga, odvisno je pa, kako s tem darom delamo. Kaj s tem darom naredimo. In ko takole se pogovarjam tudi z drugimi pari, ki so v zakonskem odnosu, pravijo, seveda, zakon je odločitev in je seveda tudi za njega se je treba potruditi, tako kot za vsak drug odnos, še toliko bolj za sam zakon. Lahko temu tudi vidva pritrdita. Ja, gotovo je. To je konec koncev glavno sporočilo te knjige, je to, da je zakon nekaj lepega, da je en dar, božji dar, neka neskončna priložnost, ki nam je dana, s katero pač potem lahko naredimo, kar pač naredimo. To je pa stvar vsakega posameznika, da potem s tem, kar mu je dano, nekaj naredi. In to je to sporočilo, ja, da je to nekaj lepega, nekaj neskončno lepega, najna izkušnja, da je to nekaj, kar je najlepše v življenju, ne? In da je to treba deliti, ne? Otroci bi rekli šerati. Ja, moderni anglizem, sodobni anglizem. Letos boste obeležila že 24. obletnico poroke in kako bi rekli, gospa Klara, kako se ti začetki razlikujejo ali pa v čem je zakon tudi drugačen ali pa obogaten v primerjavi s tistimi začetnimi leti, morda tudi v tem pogledu, ko sta bila še sama, ko sta bila samo dva in pa zdaj po 24 letih, ko je vajina hiša tudi polna otrok. Ja, seveda sva drugačna, se bi bilo grozljivo, če bi bila enaka, ne pomeni, da nisva nobenega napredka naredila, za nič se trudila. Ja, marsikaj je drugače, čeprav moram reči, da se rada spominjava začetkov in gledava na nek razvoj pravzaprav v vseh smereh, ne, tudi od tega, kako sva na začetku reševala težave, kako sva se krigala, koliko časa je trajala tišina, ne, kako to danes počneva. Do seveda razlike v praznovanjih, pravzaprav v vsem, ne? In to enostavno sprejemava kot darilo, ne? Ali pa ja, kot dar, ki sva ga dobila, da lahko ob vsem tem, kar imava, tudi živiva svoj zakon, lepo živiva svoj zakon, da sva srečna v tem zakonu in da se imava po 24 letih enako rada kot na poročni dan in da ja, je še vedno lepo biti doma, ne vem, se vedno veselim, ko mi mož skuha kavo, ko že tretjič v istem dnevu išče ključe, ki so tam na mizi in tako naprej, a ne. Se pravi, zakon je vse, a ne, od do in vse vmes, ampak je pomembno, kako to sprejemaš, kako to živiš. Ja, še vedno sva rada skupaj. Ne, še vedno se mi zdi, da tli tisti žar ljubezni in zato sva res hvaležna. In konec koncev, ja, kaj pa lepšega kot iti spat ženo. Zjutraj vstati ženo, to, da me sekira, kako naj se oblečem, da moram iti k frizerju, da je nekomu mar zame, kako izgledam, ka meni ni, meni osebno ni. Da ji lahko pojem ljubezenske pesmi, ki grejo na jetra, da jo malo dražam. Kaj če človek lepšega? Sami napišete besedilo? Ja. Ja, no, super. Ni vedno super. Ja, no, informacije s prve roke, ja. Ja. Mislim, všeč mi je, ker kot to isto počne najin sin, mislim, ne ljubezenskih, ampak kakšne druge pesmice, moža to strašno moti. Tako da občuti tudi on vso to mojo bolečino ob njegovih pesmih. Ja, seveda, torej zakonski odnos prinese vse v življenju, ne? Dobre, slabe plati, pa tudi preizkušnje. Najbrž, da tudi vajin odnos je šel skozi določene preizkušnje, trpljenje. Kako se recimo vidva soočata, ko pridejo neke težke preizkušnje, ko morda ne vesta, kako naprej, se obrnete na Boga in kako pa to rešujete v medosebnem odnosu, ne? Kako si zaupata skrivnosti, svoje notranje občutke? Težave vedno pridejo, človek hoče ali noče.
jaz sem že brez obeh staršev, pridejo smrti v družini, med najbližjimi in tako naprej. Pač to je neizbežen del zakona, s katerim se je pa treba soočati. Imeli smo tako eno precej težko leto 2010, ko mi je najprej umrl oče, ampak to je bila bolezen, ob katerem je bila sicer težka, ampak smo se lepo poslovili, smo si povedali stvari, ki si jih nikoli v življenju nismo. In kakorkoli je bila stvar težka, je bila po neki strani tudi lepa. Potem sva imela hči, sva dobila kmalu po smrti hči, ki je šla kmalu potem na pediatrično in bila v kritičnem stanju zaradi bolezni. Ko se je to uredilo, je po prometni nesreči umrl svak, potem je kasneje umrl še en prijatelj. V glavnem je bilo težko leto, res težko leto, ne. Težko leto, ko človeka dobesedno lahko stre, ne, in se ne čudim, da koga ob taki situaciji stre, povozi, da ne vidi več neke poti naprej, da se dobesedno pod težo trpljenja lahko zgrudi, a ne. Ampak ravno tukaj nama pride nasproti vera, ne, zdaj, ko smo v velikonočnem času, a ne, je to res neka tolažba, neko upanje, ta velikonočni pogled, to velikonočno upanje, da bomo mi te naše drage še kdaj videli, jih objeli, da niso zavedno odšli. To je stvar vere, seveda to ni stvar racija, ne. Moj profesor iz fakultete, Tine Hribar, je napisal trilogijo, kjer je dokazoval, da je vera v posmrtno življenje seveda zgolj mit, a ne, ampak to je pač filozofski diskurs. Drugo je pa stvar vere, ne, in človek, vkolikor je odprt do Boga, se mi zdi, da je deležen božjih dotikov, tako ali pa drugače, nekih milosti, na podlagi katerih se rojeva to upanje, da se stvari izpeljejo, da bomo odrešeni. Ne, tako kot pravi Pavel, če pa Kristus ni vstal, ne, smo najbolj pomilovanja vredni. Ja, in pa vedno znova pa tudi to, ja, da sva drug ob drugem, ne, da, kot je pač poročna zaobljuba, da bo vedno en z drugim, da ne bova obupala, ne, da ne bo drug šel stran takrat, ko bo nekaj hudega, da bo upora, tudi če včasih nimaš kaj biti, nimaš kaj ponuditi, ne, ko neka situacija, ko je bila recimo Klara enkrat se je zgodil pač zrušitev sistema, ne, imunskega, kompletnega, ne, in ne moreš nič pomagati, ne, kot moški bi rad, daj, kaj lahko, ne vem, maraton tečem, lahko karkoli naredim, ne moreš nič, samo zraven si lahko, ne. Ampak takrat to edino, kar lahko daš, poleg molitve, ampak je to ogromno, malo pa hkrati ogromno, ne. Ja, zagotovo pridejo v zakonu, v družini trenutki, ko se ti kaj poruši, podre, ko enostavno niti govoriti ne moreš, onemiš, ampak res takrat je pomembno, da imaš nekoga ob sebi, da je to tvoj mož, ki pravzaprav ve vse, ki mu lahko poveš karkoli. In potem mogoče, ko prva bolečina malo mine, se lahko začneš pogovarjati, predvsem pa se mi zdi res vrednost krščanskega zakona, da se oba hkrati v isti veri obračava lahko k Bogu, a ne, po pomoč. In to se mi res zdi taka vrednost krščanskega zakona. Pred časom je rekla prijateljica, ki nima vernega moža, je rekla, veš, ne pogrešam drugače toliko, mislim, se mi pusti svoboda v tem, ampak prav to, da se ne morava skupaj obrniti na Boga, prav to je najtežje. In se mi zdi tukaj res taka vrednost krščanskega zakona oziroma zakoncev, na taka brezplačna, če lahko tako rečem, milost zakonske molitve, za katero pa mislim, po eni strani se mi zdi škoda, ker se premalo zakoncev tega zaveda in mogoče poslužuje te milosti. In se mi zdi, da v takih trenutkih sploh molitev, devetdnevnice, prisotnost zakonca in zaupanje v božjo moč, to je tisto, kar nam potem takrat ostane. Ja.
Ja, nažalost vemo, da zakon dan danes ni tako velika vrednota, kot je morda bila še pred desetletjem ali dvema nazaj, pa še prej mogoče v obdobju naših staršev ali starih staršev, ali bilo pa doživljanje zakona drugačno kot sedaj. Kakšen bi bil vajin nasvet, torej, če bi vaju vprašal sin ali hči, zakaj se je danes vredno poročiti? Kaj je dodana vrednost? Saj je zakon konec koncev, nekateri pravijo, samo en kos papirja, ne? Pa vidva najbrž iz lastnih izkušenj lahko povesta, da ni samo kos papirja, ampak je mnogo več. Ja, to, da je zakon danes na slabem glasu, je dejstvo. Ampak to je pač izraz časa, v katerem živimo, ker se vse stvari, vse strukture se nekako podirajo, izginjajo, vse se nekako staplja in v prvi vrsti gre za ta fenomena. Ne. Po drugi strani se jaz nikoli ne pristanem na to trditev, ne, da nekdo reče, da smo lahko rada brez papirja. Ne. Seveda se imate lahko rada brez papirja, ampak ko človek naredi diplomo, ko kupi avto, ko se seli v novo stanovanje, ponavadi naredi neko zabavo. Časti. Ne. In to je obred. Ne. To je obred. Pa smo pri obredih. Ja, ja, to je obred. Ne. In zdaj, če pa to, da z nekom zaživiš, ustvariš novo družino, da se tega ne veseliš oziroma ne moreš veseliti z drugimi, ker to je stvar skupnosti, kaj pa je bolj veselega kot to, da se rojeva nova družina. In da to ni stvar enega veselja. Mislim, dobro, če toliko malo ceniš svojo ženo oziroma partnerko, pa mogoče res boš, da nič ne pripraviš. Ne? Ampak da pa toliko malo ne ceniš, da ne bi priredil nekega veselega dogodka, ne? Ker se na profani ravni gre pri obredu zakona za to. Gre za to, da se poveselimo, ker nekaj novega nastaja. Ne? Že samo to se mi zdi popolnoma brezvezen razlog. Po drugi strani pa seveda tudi to, umanjkanje neke odločitve. Ne? Vsi bi nekaj čakali, ne? Pa so fantje stari 30, 40 let, ne? In še ne ve, ne? Če je to. Ne? Ker kaj pa če pride, pa jaz bi rekel, v življenju nekaj dosegel, ne? Ali pa nekaj potoval. Ne vem, če je to pri 40-ih. Ne? Neko umanjkanje odločnosti. Ne? To je tudi vse prisotno danes. Ne? Tako da jaz mislim, da predvsem treba deliti dobre zgodbe, ne? Pokazati, da je zakon nekaj lepega in konec koncev, kaj lepšega kot neka lepa poroka. Pa to je res veselje. No? Mislim, to je. Jaz se že danes vnaprej veselim porok, recimo, svojih otrok. Ja, naše punce doma kar naprej gledajo poročne obleke. Že zdaj in moram reči, toplo pri srcu. Po drugi strani pa opažava znotraj šole za zakon, da se zadnjih 5, 6, 7 let mlajši odločajo za zakon, da je ogromno parov okrog 22, 23 let starih, ko se poročajo. In če se mi je včasih zdelo še potrebno, da par najprej konča, recimo, da pride do nekega poklica, se mi zdaj pravzaprav niti to ne zdi več tako nujno, da se vse to lahko zgodi tudi med samim zakonom. Tako da mi dva kar spodbujava, no, mlajše, če seveda ob primerni pripravi in odločenosti in tako naprej, da se odločajo za zakon, ker tudi mi dva sva se konec koncev predvsem mlada poročila. In mislim, vidim tukaj, da so neki pozitivni premiki, no, in se zelo, zelo veselim tega. Super, ja. In upanje ostaja, tako kot je Velika noč praznik upanja, praznik vere v večno življenje. In kakšno upanje, čisto za konec, prinaša Velika noč v vajin zakon v vašo družino letos? Ne vem, ne upam si trditi, da je kaj posebnega, ampak jaz si zelo želim, mislim, kaj posebno novega, ampak zelo si želim, da bi bili na Veliko noč in po Veliki noči malo bolj vstajenski kristjani, kot smo bili mogoče prej. Kaj to pomeni? Ne? Saj sama beseda vstajenski kristjan ne pove veliko, ampak to, da bi se veselili življenja, da bi se veselili lepih stvari drugega, da bi bili radi skupaj. Pravzaprav to, kar dela življenje lepo, da bi pošteno delali to, kar delamo, da bi se trudili za te stvari, ki smo jih dolžni narediti ali pa ki jih z veseljem delamo. Pravzaprav nič posebnega, po drugi strani pa veliko lepega. No. Blaž, bi kaj dodali? Imam zadnjo besedo. Se strinjam. In s tem povedali vse. Ne? Ja, tako.
Najlepša hvala, Klara in Blaž Otrin, za iskren in iskriv pogovor v studiu Družine. Tako vama kot vsej družini želim blagoslovljen velikonočni čas. Hvala lepa, enako. Hvala. Hvala lepa tudi vam, ker ste nas spremljali, in naj bo velika noč res praznik zmage življenja nad smrtjo in luči nad temo.